Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni, v skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta ugotavljam, da smo sklepčni, prisotnih je 28 državnih svetnic in svetnikov, zato mi dovolite, da pričnemo z 9. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in 4. odstavka 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije. Za današnjo sejo so se opravičili državni svetniki Dejan Crnek, magistrica Marija Lah in magister Miroslav Ribič. Na sejo je bil vabljen tudi dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance, k prvi in edini točki dnevnega reda. O sklicu seje sem obvestil predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca in predsednika Državnega zbora Republike Slovenije magistra Dejana Židana. Sklicem seje 23.12.2019 ste prejeli dnevni red, ki se glasi predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo, EPA 934 pomišljaj rimska 8. V skladu z drugim odstavkom 75a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 9. izredne seje Državnega sveta naslednji. Prva in edina točka, predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo. Prehajamo torej na obravnavo prve točke dnevnega reda. Dovolite, da pri tem med nami pozdravim gospo Natalijo Kovač-Jereb, državno sekretarko na Ministrstvu za finance in magistrico Petro Brus, generalno direktorico Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov z Ministrstva za finance. Državni zbor je zakon sprejel na 14. redni seji 19.12.2019, prijeli ste ga po elektronski pošti naslednji dan. Priložen je bil tudi sklic v današnje seje. Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim magistrom Markom Zidenškom ste prejeli po elektronski pošti 23.12.2019 s sklicem seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala pristojna komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in tudi interesna skupina lokalnih interesov. Poročilo komisije ste prejeli 24.12.2019 po elektronski pošti, objavljeno na spletni strani Državnega sveta. Predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim magistrom Markom Zidenškom, ste prejeli 24.12., to je danes, po elektronski pošti, objavljene tudi na spletni strani Državnega sveta. Stališče interesne skupine lokalnih interesov ste prav tako prejeli danes po elektronski pošti in tudi to je objavljeno na spletni strani Državnega sveta. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve Državnega sveta vložite v pisni obliki in predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta z zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Besedo dajem predstavniku predlagateljev predloga odložilnega veta za obrazložitev vsebine. Na voljo imate 15 minut. Državni svetnik Marko Zidenšek, izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Vlada Republike Slovenije v Državni zbor dne 5.12.2019 vložila predlog zakona o spremembah dopolnitvah zakona o davku na tonažo, tako imenovani ZD-TON-B, po nujnem postopku. Zakonom se določa, seveda ga je tudi Državni zbor sprejel, zakonom se določa državna pomoč za pomorski promet v obliki pavšalnega davka na tonaže ladij in se ob odobritvi Evropske komisije dodeli za obdobje 10 let. Ker se obstoječa shema državne pomoči davka na tonažo iztekla, je z namenom pridobitve podaljšanja sheme za naslednje 10-letno obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 Slovenija shemo ponovno priglasila Evropski komisiji, ki jo odobrila ob pogoju, da bo shema usklajena s smernicami skupnosti državnih pomočeh za pomorski promet in zavezo, da bo ta uskladitev izvedena do konca 2019. To naj bi po navedbah Vlade Republike Slovenije ključni razlog, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. S prejemom ZD-TON-B, ki nima vgrajenih ustreznih varovalk, se ustvarjajo pogoji, na podlagi katerih bodo po novi shemi državno pomoč prejemali družbe, ki niso lastnice niti ene ladje, ki jih je
slovenski ladjar od leta 2008 dalje izgubil zaradi pomanjkljive kontrole nad izvajanjem zakona o davku na tonažo ZDTON-A. Poleg tega sprejeta novela zakona omogoča davčnemu neplačniku prenos dejavnosti na nove družbe, tako imenovanih bypass podjetij, ne da bi predhodno poravnal zapadle obveznosti, davčne obveznosti iz naslova zakona o tonaži A. Sprejemom zakona TON-B bo tako Republika Slovenija dokončno izgubila, bom rekel pod narekovajem, svojega ladjarja, kar bo imelo nepopravljive posledice za slovensko ladjarstvo in pomorstvo, za pomorsko šolo, pomorsko upravo, pristanišče, mornarico, pomorsko policijo in celotno primorsko regijo. K čemur se je Republika Slovenija zavezala z resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. ZDTON-B v predlagani obliki namreč nima ugrajenih ustreznih varovalk na način, kot je to urejeno tudi v zakonu o javnem naročanju. V skladu s slednjim morajo namreč davčni subjekti, ki želijo sodelovati pri naročnikih, predložiti izjavo o poravnanih davčnih obveznosti, kar bi moralo biti za prejemnike državnih pomoči in vse njim povezane osebe ustrezno urejeno tudi v zakonu ZDTON-B. Zdaj, edina davčna zavezanca, ki sta vključena v sistem davka na tonažo, sta offshore družbi Gener Shipping Corporation, Monrovia, Liberia in Lucia Shipping, ki sta že več mesecev tudi davčna neplačnika in sta verjetno tudi insolventna. Dajanje državnih pomoči takšnim družbam ne more imeti dobenega pozitivnega učinka za Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce, ter lahko pomeni tudi kak primer, ki smo ga videli iz bližnje, še ne tako dolge preteklosti ali pa bližnje preteklosti, tudi primer Adrie Airways. Prav tako je zanimivo določilo četrtega odstavka 4. člena zakona o tonaži B, ki je bilo v besedilo zakona dodano šele po opravljeni javni obravnavi, tik pred odločanjem o predlogu zakona na Vladi Republike Slovenije, in je v direktnem nasprotju z eno izmed obrazložitev ciljev zakona, to je spodbujati razvoj pomorskega šolstva. Tam piše pod 4 za upravljalce ladje, ki za ladjarja upravlja ladjo, 26. člen tega zakona ne velja. Citirani 26. člen ZDTON-A ima naslov zaposlovanje pomorščakov pripravnikov kadetov. Novi ZDTON-B, razširjen še na upravljalce ladij, v 4. členu izredno določa, da upravljalcem ladij ni potrebno zagotavljati v povprečju po eno delovno mesto za pomorščake pripravnike kadete oziroma pomorščakinje pripravnice kadetinje, hkrati pa upravljalcem ladij podeljuje korist v obliki državnih pomoči Republike Slovenije. ZDTON-B s temi sheme državne pomoči izključuje pomorsko šolo ter ogroža njen nadaljni obstoj. Glede na to, da je eden izmed dveh kriterijev za merjenje učinkovitosti državnih pomoči za shemo davka na tonažo poleg povečanja tonaže čez načrtovano vrednost tudi delež števila pomorščakov pripravnikov državljanov Republike Slovenije ali druge države članice s prebivališčem v RS, je ob navedeni določbi ZDTON-B in določbah, ki omogoča državne pomoči upravljalcem brez lastnih ladij, že sedaj posebej jasno, da bo shema državne pomoči z davka na tonažo že vnaprej verjetno neuspešna. Rad bi spomnil, in zato mislim, da v zakonu tudi manjkajo določbe, ki bi davčni organ zavezovali, da pred ponovnim pristopom k sistemu davka na tonažo pri vseh prejemnikih državnih pomoči v prehodnem obdobju ZDTON-A opravi natančen vsebinski pregled porabe državnih pomoči za celotno preteklo 10-letno obdobje za vsakega zavezanca in z njim povezanih družb, bypass družb v celoti, kolikor to zahtevajo tudi pravila Evropske skupnosti v državnih pomočeh. Govorim pa zato, ker smo se kako leto pa pol nazaj na Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ukvarjali z novelacijo tega zakona, po katerem se dobro spomnim, da smo takrat debatirali na temo neizpolnjevanja tudi določenih zavez iz tega zakona. Mislim, da smo se pogovarjali okrog 25 milijonov evrov, ki bi jih zavezanc po tem zakonu mogel plačati, glede na to, da ni izpolnil zavezo, ki jo seveda v vstopu v ZDTON
A takrat dal, se pravi, da v nekaj letih, ko ima potem 5-letno neke odpustke, zagotovi nove ladje, se pravi, da ima tudi po logiki namen tudi naprej poslovati. Toliko na kratko. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku predlagateljev odložilnega veta, magistru Marku Zidenšku, in besedo predajam predstavniku Ministrstva za finance. Besedo ima državna sekretarka, gospa Natalija Kovač-Jereb. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani svetniki, spoštovane svetnice. Predlog zakona, ki je pred vami, spreminja in dopolnjuje zakon o davku na tonažo. Navedeni zakon je bil v državnem zboru sprejet 19. decembra letošnjega leta. Cilj posebne davčne ureditve davka na tonažo v Sloveniji, ki predstavlja shemo državne pomoči, za katero veljajo posebna pravila, je bilo zagotoviti ohranitev in razvoj ladijskega prometa in pomorskega znanja. Z uvedbo tega davka je Slovenija samo sledila drugim državam članicam Evropske unije, ki so prepoznane kot pomorske države in so davek na tonažo uvedle že pred Slovenijo. Davek na tonažo je med prvimi uvedla Grčija, postopoma pa tudi druge države članice Evropske unije, na primer Nizozemska leta 1996, Nemčija leta 1999, Združeno kraljestvo leta 2000, Danska, Španija, Finska, Irska, Belgija in Francija leta 2002, Italija in Hrvaška pa leta 2004. Davek na tonažo je v letu 2007 uvedla tudi Slovenija. Se je državni zbor v letu 2006 sprejel resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, v kateri je bilo zavzeto stališče, da se bo z uveljavitvijo davka na tonažo zagotovilo ustvarjanje boljših pogojev za razvoj pomorstva in posledično tudi povečanje števila slovenskih pomorščakov. S tem se bo pomorščakom in ladjarjem, slovenskim davčnim zavezancem, ustvarilo pogoje za konkurenčen nastop na svetovnem trgu. Če Slovenija ne bi uvedla davka na tonažo oziroma podaljšala navedene sheme na tonažo, bo to najverjetneje pomenilo izgubo edinega ladjarja, saj bi le ta svoje poslovanje lahko prenesel v davčno bolj ugodnejše države, primeroma v okoliške države. Se pravi, slednje bi pomenilo tudi osiromašanje drugih gospodarskih in negospodarskih panog, ki so odvisne od pomorskega znanja in izkušenj. Z odhodom ladjarja bi se bodočim pomorščakom tako otežilo pridobivanje nujnih izkušenj na ladji. Posledično pa bi imelo to tudi negativen vpliv na obstoj izobraževanja in usposabljanja bodočih pomorščakov v Republiki Sloveniji. Brez mladih pomorščakov pa ni mogoče zagotoviti in ohraniti pomorske panoge. Izkušeni pomorščaki so svojim znanjem namreč ključen kader za izvajanje nalog pomorske inšpekcije in izvajanja nadzora varnosti plovbe v slovenskem morju in zagotavljanja varnega delovanja koprskega tovornega pristanišča. Za zagotavljanje upravljanja teh nalog pa bi Slovenija morala potreben kader zagotoviti druge, lahko tudi iz sosednjih držav. Kot že navedeno, gre pri zakonu o davku na tonažo za shemo državne pomoči, za katero veljajo posebna pravila. Zakon tako ne sme vsebovati rešitev, ki ne bi bile skladne s predpisi na področju Evropske unije, držav članic Evropske unije. Se pravi, navedeno pomeni, da je pripravljalec zakona pri pripravi tega zakona zgolj omejen glede vsebine rešitev, kot bi bil, če ne bi bila to državna pomoč. Se pravi, tukaj se mora Republika Slovenije upoštevati pravila odločbe Evropske komisije. Predmetna novela je tudi že usklajena z Evropsko komisijo, zato menimo, da je določanje novih inštitutov, kot so primeroma določeni v drugih zakonih, naprimer, kot je predlagatelj omenil, zakon o javnih naročilih, popolnoma neprimeren z vidika in namenom državne pomoči. Evropska pravila določajo, da mora zavezanec za vstop v sistem izpolniti vsebinske pogoje, da se ukvarja s pomorstvom, pogoje glede ladij in glede zastave. Če so ti pogoji izpolnjeni, vstopi v sistem davka na tonažo. Ko pa je zavezanec enkrat v sistemu davka na tonažo, pa mora v tem sistemu ostati 10 let in ne sme izstopiti.
V primeru predčasnega izstopa zavezanec ne more več vstopati nazaj v ta sistem v celotnem obdobju trajanja sheme na tonažo. Navedeno tudi pomeni, da bi bil predlagan institut preverjanja plačil davčnih obveznosti po vsej verjetnosti tudi neskladen s pravili Evropske unije oziroma nesorazmeren, saj bi bil zavezanec kaznovan s tem, da v naslednjem 10-letnem obdobju ne bi mogel več pristopati v sistem davka na tonažo, tudi če bi davek naslednji dan plačal. Sprejem novele zakona do konca leta 2019 je bila tudi ena od zahtev Evropske komisije. V zameno za pridobitev podaljšanja sheme državne pomoči za naslednje 10-letno obdobje, se pravi za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028. Nesprejem zakona bo imel, tako kot je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, negativne posledice v smislu, da bi zavezanci lahko prišli v situacijo, da bi za leto 2019 oddali obračun davka po veljavnih pravilih, ki niso v skladu s pravili Evropske unije o državnih pomočih. To bi pomenilo, da bi zavezanci prejemali nezakonito državno pomoč. Zato predmetna novela, ki je bila potrjena, to neusklajenost oziroma zatečeno stanje odpravlja. S tem se zagotovi pravna varnost tudi zavezancem glede uporabe pravilne pravne podlage in izračuna davčne obveznosti. Glede nadzora pa navajamo, da nadzor nad pravilnostjo plačanega davka in pravočasnostjo plačanega davka izvaja Finančna uprava Republike Slovenije, ki je pri izvrševanju nalog tudi samostojen organ. Sklepno v zvezi s tem pomislekom o širjenju obstoječe sheme za upravljalce ladij še dodajamo, da že veljavni sistem davka na tonažo določa, da so njihovi dohodki vključeni v sistem davka na tonažo in sicer brezpogojno. S to novelo pa se bodo določili tudi pogoji, ki jih morajo ti upravljalci izpolnjevati, da so lahko v tem sistemu davka na tonažo. To pomeni, da se v sistemu v tem delu uredi strožje, kot je urejen v veljavnem sistemu davka na tonažo. Glede na navedeno, Vlada Republike Slovenije predlaga, da se predlog veta na že sprejet predlog zakona ne podpre. V nadaljevanju pa lahko tudi še po posameznih členih glede predlagatelja pojasnimo določbe. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavnici Ministrstva za finance, državni sekretarki Nataliji Kovač-Jereb. Ali želi poročevalec Komisije za gospodarstvo, obrt, finance predstaviti stališče komisije? Izvolite. Besedo ima državni svetnik Tomaž Horvat. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 9. izredni seji obravnavala predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo, ki ga je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim magistrom Markom Zidanškom. Komisija predlog odložilnega veta podpira. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, državnemu svetniku Tomažu Horvatu. Ali želi besedo predstavnik Komisije za lokalno samoupravo, ki je prav tako obravnavala zakon? Proceduralno? Pardon, se opravičujem, interesne skupine. Proceduralno, izvolite, besedo ima magister Peter Požun. Hvala, gospod predsednik. Zanima me, kakšno je bilo glasovanje na komisiji. Prav koliko glasov za in koliko proti. Pri obeh, hvala. Predsednika komisije prosim za obrazložitev rezultata glasovanja. Glasovalo je 10 prisotnih članov Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, od tega je bilo 8 za podporo, veto 2 vzdržana, tako da je bilo 8 za, nič proti. Hvala. Hvala lepa. Magister Požun, zadovoljni? Hvala lepa. Torej, besedo dam predstavniku interesne skupine lokalnih interesov. Besedo ima državni svetnik Milan Ozimič. Stališče ste dobili tudi na klop in sicer je interesna skupina potrdila predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo. To mnenje je interesna skupina sprejela brez glasu proti. Hvala lepa. Ali želi razpravljati še kateri predstavnik interesnih skupin? Ne.
Odpiram razpravo. Želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? Da. Prvi se je k besedi prijavil državni svetnik Igor Antaver. Izvolite. Predsednik, hvala za besedo, hvala, lep pozdrav vsem skupaj. Spet smo se ujeli na hitro odločitev. Zahvaljujem se tudi za pojasnilo, naknadno pojasnilo predstavnice Ministrstva za finance. Jaz namreč nadomeščal na Komisiji za gospodarstvo kolegico Lahovo. Po tem, ko je razložila celotno proceduro, koliko časa je trajalo od takrat, ko je bila sprožena iniciativa na Evropski komisiji, do takrat, ko je bila odločba Evropske komisije, do takrat, ko se je končalo medresorsko usklajevanje in tako naprej, je poteklo zelo veliko časa. Ne bom zdaj primerjal, koliko mesecev, pa primerjal s kakšnim življenjskim stanjem, ampak kot posledica imamo pa tukaj zakon, ki je bil sprejet po nujnem postopku, pa ni, ta zakon žal ne sproža samo vprašanje, ali bo državna pomoč, čeprav jaz sem slišal na drugo obrazložitev na komisiji, da ne gre za državno pomoč, ampak gre samo za način obračuna davka, ker gre na tonažo, ne pa za davčni excuse. Ta zakon sproža še druga vprašanje, ali je edini ladjar slovenski ob novih pogojih, če bo veto uspel še pripravljen biti pri nas, ali bo s tem, ko Slovenija ne bo imela svojega ladjarja še imela status pomorske dežele. S tem pa seveda, da razumem, da je treba tistemu, ki tukaj pri nas posluje, omogočiti enake pogoje kot ostalim, ki poslujejo po evropskih državah. To popolnoma razumem. To nisem zdaj povedal, da bi provociral drugačno glasovanje, ampak samo zato, da si postavimo ta razmislek, ob tem, da seveda res protestiram, da na današnji dan razpravljamo lahko o zelo pomembnem zakonu oziroma vetu, ki lahko sproži posledice, ki jih nočemo. To me skrbi, res me skrbi, ker ne gre za taktično vprašanje obdavčitve, za moj okus, ampak gre za strateško vprašanje, ali bomo ladjarje imeli ali ga ne bomo imeli. Sej dobro, del je tudi na tonaže to, kar se dela izven luk pa v teritorijalnem morju, ampak vseeno mislim, da bo treba razmisliti, kaj bomo naredili, čeprav vam zelo odkrito povem, na način, kako je ta zakon šel skozi, bi kot odgovoren državljan mogel z obema rokama podpreti veto, se opravičujem. Ker se bomo mogli enkrat naučiti, da so zakoni stvar, ki omogoča zakonodajalcu resen in odgovoren razmislek, ki ima posledice. Do gospodarske iniciative, posledično do delovnih mest in seveda do plačanih davkov. Jaz bom zelo odkrito povedal, da bom kljub temu, da bom odkrito povedal, podprl oziroma glasoval za na komisiji, namesto kolegice Lahove, še enkrat razmislil, preden glasoval. Ne imejte te moje razprave kot stališče oziroma napotilo, kako naj glasujete, v končni fazi ste polnoletni, ampak predvsem v to, da začnemo razmišljati, kako bomo delali. To, kar se dogaja z zakonodajnimi postopki in kvaliteto zakonodaje, ki jo zadnje čase gledamo pri nas, mene kot pravnika zdaj pa niti ne jezi več. Skrajno me žalosti in zelo me skrbi. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Igorju Antaverju. Besedo ima državni svetnik magister Peter Požun. Hvala za besedo. Kot rekel kolega Antaver, bi naj bila zakonodaja pregledna in vsaj približno jasna. No, jaz moram priznati, da se mi sanja, o čem se ta zakon gre in o čem se pogovarjamo, in to je problem Slovenije, slovenske zakonodaje, ker poprečno izobraženemu človeku, ki ima malce izkušenj za zakoni, pa politiko tega ne znajo predstaviti. Zato bi prijazno prosil, gospod državna sekretarka, vi ali kdo od vaše ekipe, če mi lahko na en dokaj preprost način, preden bom glasoval, poveste, zakaj pri tej zadevi
gre. Ne. Veto se običajno vlaga, kadar se smatra, da je nekaj hudo narobe. Ne. In tukaj izgleda, da bomo mogli odločiti o nečemu, česar jaz ne razumem, pa se bojim, da nisem edini neekspert na področju tonaže v Sloveniji, tako da prosim za tako enostavno pojasnilo, ne tisto, kar je bilo napisano v opomniku. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku magistru Petru Požunu. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Branimir Štrukelj. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Lepo pozdravljene, spoštovane kolegice in kolegi in predstavniki oblasti. Tudi sam imam težave z tem vetom in se pridružujem kolegu Petru Požunu. Namreč državna sekretarka je tu nekaj zelo resnih opozoril izrekla, kaj se bo zgodilo, če zakon ne bo do konca leta veljal, kakšne so lahko posledice. Jaz bi prosil, da se to natančno pojasni. Tisto, kar me pa najbolj moti v zdajšnjih predstavitvah tako veta kot državne sekretarke in je bilo povsem očitno, je pa, da sta z istimi argumenti, z diametralno nasprotnimi izhodišči zagovarjala stvari, z enakimi argumenti sta trdila nasprotno. Spoštovane kolegice in kolegi, tisti, ki ste prisluhnili, nekdo tu nima prav, da ne rečem kaj hujšega. Ne da se z istimi argumenti diametralno nasprotnih stvari trditi. Ni mogoče. Eden je tu pač zavajal. Ali, bom rekel bolj mehko, nima prav oziroma ni v skladu z nekimi dejstvi. Zato je to treba razčistiti, predno se glasuje in predno bomo naredili kakšno potezo, za katero nam bo potem žal, slišal sem celo termine, kot se ne bomo več pomorska država in podobne stvari. Ne. To niso heci očitno, zato tega ne bi smeli lahkotno vzeti. Potrebujemo jasno vedeti to, kar je Peter že sam povedal, da bomo vedeli, o čem glasujemo. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik dr. Matjaž Gams. Izvolite. Hvala lepa. Kot veste, sem zagovornik stroke, ne? In tudi, ko sem poslušal ta dva argumenta oziroma argumentiranje, hvala za besedo, spoštovani, se pravi, sem kar skočil debato, ki se je očitno razživela in se bi tudi pridružil vsem tem razmišljanjem, namreč za take stvari imamo stroko. Stroka naj se naredi, se spelje analizo in recimo sam se ukvarjam z metodami umetne inteligence, ne boste verjeli, kaj se da se ugotoviti na področjih, ker ne bi nikoli verjeli, da se da dosti natančno ugotoviti, kaj drži ali pa kaj ne. Se pravi, s tem se profesionalno ukvarjam in tukaj se da, po moje, niti ne zelo naprednimi metodami, ampak še precej bolj enostavno točno ugotoviti, kdo ima prav in kdo ne. Tudi sam nisem strokovnjak za to področje in tudi ne vem, pa tudi nisem točno razumel, zakaj gre, tako kot tudi kolegi prej, ne. Ampak bi pa opozoril na en drug pojav. Ne. Evropska unija je velika, ima države raznih tipov. Za ene države je en mehanizem dober, za drug pa ne. Ker smo nekako skupna država, moramo neke skupne stvari sprejeti. Dostikrat je pa tako, da imamo manevrski prostor. In tu se splača pogledati, kako delujejo podobne države. Ne kako dela Hrvaška, ki je izrazito pomorska država, ne kako deluje Nizozemska, ki ima zopet ogromne te stvari. Treba je pogledati, kako delajo tiste države, ki imajo malo morja, ki posebej skrbno skrbijo za svoje ladjedelništvo, plovbo in tako naprej. Ne. In kolikor sem zasledil z teh pogovorov, je ravno zgodba o tem, da te majhne države, ki imajo malo morja, se ne nagibajo k tej rešitvi, ki je bila zlade predstavljena. Bi se pa zelo pridružil sem zlasti kolegu Antavorju, tako se ne sme odločati. To pa tudi kolegu Štruklu, to so pomembne odločitve in takole na pamet, brez strokovne analize, to je res grozno, ne vem, bi se pridružil ostalim in če je možno nek sklep prijazen napisati, bi tudi svetoval, da se tako ne bi smelo odločati. In to je naloga državnega sveta, da skuša svetovati državnemu zboru, kako delati bolj kvalitetno v korist Slovenije. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku, dr. Matjažu Gamsu. Želi še kdo drug razpravljati? Da. V besedi se je prijavil državni svetnik Davorin Terčon. Hvala, gospod predsednik.
Torej, jaz bom povedal, da se globoko strinjam s pomisleki, ki jih je dal predvsem kolega Štrukelj. Namreč na interesni skupini lokalnih interesov, ko smo odločili, smo imeli samo argumentacijo, ki jo je podala skupina na čelu s kolegom Zidanškom, zakaj je potrebno, da izglasujemo veto. Sedaj smo poslušali tudi argumente vlade oziroma gospe državne sekretarke. Zanimivo je, da oba pravita popolnoma isto. Samo pravijo, eni pravijo, moramo veto, ker če ne se bo zgodilo to in to. Drugi pravijo pa, morate podpreti zakon. Zakon mora ostati veljavi, ne, že. Če ne se bo zgodilo to in to. Zgubili bomo edinega ladjarja, posledice bojo za pomorsko šolo, za Luko, za ne vem koga. Torej, popolnoma enaka argumentacija za nasprotujoče se odločitve. Tukaj je zmeda zares popolna, ne bi rekel. Ampak je treba še nekaj drugega v obrazložitvah prebrati. Torej, shema se je iztekla. Ampak lahko Slovenija nadaljuje shemo, ne, preprosto povedano, če bo do konca leta 2019 prilagodila smernice Evropske unije. Zdaj prvo vprašanje je, zakaj vlada in zakonodajni organ so rabili toliko časa, da smo prišli na predbožični dan, ko se bo to zgodilo ali pa ne. Da ni možno več, vprašanje, če možno odreagirati, ne, ali pa boste sklicavali državni zbor med božičem in novim letom. Ne? Prvič. Drugič pa, povejte nam, kako naj se odločimo, da bo to sploh držalo. Ker človek ne ve. A bomo tik pred zdajci sprejeli eno odločitev, ki bo imela 10-letne ali pa večletne posledice, ker schema velja toliko časa, in v času, ko sploh ni možno več uskladiti z neko zdravo pametjo to. Torej, argumente sta navedla oboje iste. Prosim, prepričajte nas, kdo ima prav, da bomo vedeli prav se odločiti, ker jaz v tem trenutku ne vem, kako se odločiti. Vi navajate vsi iste argumente za nasprotujoče se odločitve. Kako naj se odločimo? Ne? Torej, pridite z podatki, ki bodo držali. Ker tukaj bi rekel, da nekaj malo diši, ne? Par dni pred iztekom sheme, pred novim letom, ko ni možno več odreagirati, dati eno odločitev ali pa drugo, ki bo imela neke posledice, in na koncu kaj bomo rekli? A se državni svet tako odločil. Ne? Mislim, to ne drži. Mi bi morali vedeti, o čem odločamo. Ker nisem prepričan, da vemo. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Davorju Terčonu. Če sem prav videl, se je naslednji prijavil državni svetnik Franc Kangler in zatem Marjan Mavčec. Franc Kangler ima besedo. Jaz pa vem, o čem se bom danes tukaj odločil. O tem, da bom preprečal na veliko lumparijo. Nekdo si želi razdeliti 20 milijonov. Imate kratki spomine, kateri, kaj se je zgodilo z Adrijo? Kateri lasti pa je splošna plovba? Še imamo kjero slovensko ladjo? Nimamo. Vse so prodane, pa nazaj so jih vzeli v najem. Ampak, svetniki, vlada nas ima za norca. Naj državna sekretarka tukaj zdaj pove, velja ta zakon za nazaj? Velja ta zakon za nazaj? Kdaj pa lahko država sprejema zakone za nazaj, retroaktivnost? V redkem primeru, v zelo redkem primeru, in to celo sprejemajo zakon na davčnem področju. Naj pove državna sekretarka, za koliko denarja gre? Ali gre za denar, ki je v davčnih oazah? In če ta zakon velja za nazaj, naj to pove na glas. Ko bom to slišal, itak sem prepričan, da bom glasoval za veto. Naj pove, velja zakon za nazaj in kako dolgo za nazaj in za koga in za koliko denarja. Točno se ve, kdo bo dobil ta denar in zakaj. Koliko denarja? Drži za 20 milijonov ali ne drži? Drži, da zakon velja za nazaj. Odaj ima država interes, davčne zakone sprejemati za nazaj. Kaj pa do zdaj delala? In to je protiustavni zakon, če je retroaktivnost.
za nazaj. To je krivično do drugih. Delamo razlike znotraj Evropske unije in se še bolj hecamo s tako vlado, s takimi zakoni, s takimi predpisi. Težko bi mi kdo danes tukaj roko zvijo ali pa prepričal. Kaj smo za Adrio naredili? Šenkali jo za ne vem koliko evrov, 3 evre, 5 evrov, pa še 3 milijone smo zraven dali. Kaj so naredili? Nemčije so firme zaprli, zdaj pa ga išči, kje je lastnik. Avione so prodali, pa nazaj vzeli v najem kupnino, pa preusmerili gor. Kaj smo z bankami naredili? Kaj smo z bankami naredili? Mariborsko banko smo vložili 800 milijonov, prodali jo pa za 260 v enem letu. Od takrat, ko smo vložili. Pa to je čisti kriminal. Preganjamo pa iščemo pa tam enega reveža, ki hodi ob meji, pa mejo kontrolira. Tu pa z vlaki, pa s tovornjaki vozijo milijone evrov z Ljubljane v oaze. Pa se nam smijo vsi. Lepo vas prosim. Zdaj pa enkrat treba reči konec temu. Pa glih na predbožični dan. Pa na 5 minut. Zakaj? Ker so gospodje na vladi mislili, da mi, državni svetniki, ne bomo pozorni. Pa nismo mi neumni. Smo pozorni. Še več vetov bo padlo v naslednjem mesecu. Tako to ne gre. Zahvaljujem se državnemu svetniku Francu Kanglerju. Naslednji se k besedi prijavil državni svetnik Marjan Mavčec. Izvolite. Hvala za besedo. Zelo kratko. Ta firma plačuje davke. A je res, da jih ne plačuje in da tisti, ki bi morali plačati, da so nesposobni plačevati? Ali se pa hecate z nami? Zahvaljujem se državnemu svetniku Marjanu Mavčcu. Naslednji se k besedi prijavil državni svetnik Branko Tomažič. Ja, hvala za besedo. Zdaj sem dobil mnenje Komisije za gospodarstvo, finance in turizem iz leta 18, 9.1., ko smo ta predlog zakona obravnavali in ga tudi, bi rekel, se z njim nismo strinjali, ker prav to, bom samo en odstavek prebral. Komisija je bila seznanjena z dopisom Marka Mencina, v katerem opozarja, da se predlogom zakona med drugim omogoča skupini Splošna plovba izogniti plačila davčnih obveznosti v večmilijonskem znesku ter legalizacija prelivanja sredstev pri nakupih ladij preko transfernih cen. Predlog zakona naj bi se po njegovi oceni predstavljalo nadaljevanje spornega podeljevanja izdatnih državnih pomoči skupini Splošna plovba in njeni večinski lastnici družbi Dokle ICL. Navaja tudi, da se na tem področju v zadnjih 10 letih v Sloveniji ni izvedla primerna revizija poslovanja in predlaga, da se v zakonodajnem postopku preverijo vse relevantna dejstva in okoliščine v zvezi z shemo podeljevanja državne pomoči. Komisijo odgovor, ki ga je pripravilo in predstavilo Ministrstvo za finance, v katerem poskuša vreči trditve in pojasni dileme iz dopisa Marka Mencina, ni prepričal, zato predlog zakona nismo podprli. In kasneje tudi zakon potem ni šel v proceduro in tudi se ni obravnaval. In še na dve moji misli, če bi dal do temu, zakaj se čakalo, da se bo zakon sprejemal tik konc leta, po hitrem postopku, brez razprav in tudi v tem delu potem najbrž zameglilo določene stvari. Šel sem tudi pogledati nazaj v prejšnjem predlogu zakona, je ravno to dal gospod Weber poslanska vprašanja, da je treba narediti revizijo poslovanja in tudi revizijo pomoči, ki jih na ta namen, bi rekel, podeljuje naša država. Res, da Evropa želi obdržati ta 37% delež pomorskega prometa, ki ga ima v svetu, je pomemben, da je tukaj to v delovnih mest, da se določen kapital obrača. Ampak res je tudi, da zakon ne more po takem postopku skozi. In kot ste prej slišali, res je, po drugi obdavčitvi bi morala plačati 22 milijonov, po tej obdavčitvi pa se plačuje na tonažo, se pa pavšalna obdavčitev na tonažo, pa plačuje 90 tisoč, pride v
letno v proračun. Ali 1 milijon približno smo dobili v teh zadnjih letih. Zakaj taka opustitev 22 milijonov? Ok, Evropa je šla po tej poti, nekako se moramo uskladiti z direktivo Evropske unije, vendar tukaj je nekdo napisal, da državna pomoč naj ne bi šla po tisti poti, da se tukaj pere denar. Zato bom tudi podprl veto. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branku Tomažiču. Želi še kdo razpravljati? Državni svetnik Tomaž Horvat, izvolite. Hvala za besedo. Jaz bom tudi kratko, so moji predhodniki v bistvu že povedali, kar sem mislil tudi jaz razpravljati. Meni je recimo edino strah in bi rad jasen odgovor, kaj to recimo današnji veto oziroma nesprejeti tega zakona, kaj dejansko pomeni to za naše pomorstvo, za naše pomorsko izobraževanje, kajti vemo, da smo strateško bili usmerjeni v to, da smo pomorska država, tega si želimo in tudi smo zahtevali od vseh političnih deležnikov, da nekje delujemo v tej smeri, da si te cilje, ki smo jih zastavili, tudi izpolnjujemo. Tudi meni ni bilo povsem jasno po obrazložitvah tako predlagatelja kot predstavnikov vlade oziroma ministrstva, v katero smer se bom odločil, zato sem bil tudi na obeh komisijah vzdržan in bi rad res dejansko pojasnila, ki bi jih razumeli vsi državni svetniki, predvsem pa me zanima, kakšne bojo posledice in kakšne so tudi možnosti za morebitne zlorabe o tem, kar so razpravljali tudi ostali kolegi svetniki. Če obstajajo dejansko prevelika tveganja za zlorabe, bi rad, da jih slišim, katera tveganja so to, da odteka naš denar v tujino nenadzorovano, da se tle nek denar pere in tako naprej, da se tukaj pojavljajo zgodbe Adria in tako in še druge take, ki jih poznamo preko bank. In predvsem me skrbi to, kajti smo dejansko pomorska država in ne smemo si dovoliti, da če je dejansko temu tako, da če to ne podpremo, da izgubimo možnost do tega oziroma da si poslabšamo položaj na tem področju, mislim, da si tega ne smemo dovoliti. Zato bi res prosil za izčrpna pojasnila in pojasnila, ki bojo nam vsem jasna in bi rekel čista, da se potem lahko na podlagi tega verodostojno odločimo. Hvala. Hvala lepa. K besedi se je prijavil državni svetnik Bojan Kekac. Ja, hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz mislim, da neke, bi rekel, hude škode, če se danes odločimo za veto, ne bo, tako da tega straha ne imamo. Prvič zato, ker že v državnem zboru je bil rezultat, kot sem gledal, 41-39, se pravi, da je zelo taka situacija, da ni dovolj dorečena, nič ne bo narobe, če jim damo še enkrat nazaj, da se še enkrat prouči in glasujejo. Druga stvar, te ladjarske zadeve vemo, da so lastniško, kapitalsko izredno prepletene med sabo, iščejo seveda variante davčne, najbolj ugodne, razne Liberije in druge eksotične države, tam se registrirajo družbe, ladje in tako naprej. Mene skrbi bolj to, ker v dokumentaciji, ki smo jo tudi dobili, je navedeno, da ena od družb dolguje več milijonov evrov davka, ker je insolventna. Zdaj s to novo zakonodajo bo prek povezane družbe lahko pridobila državne subvencije. Se pravi, da se bo na en način se bo izognila plačilo davka oziroma davki bo odpisan, po drugi strani bo dobila davkoplačevalski denar. Jaz mislim, da tole je, bi rekel, res diskutabel in nič ne bo narobe, če se še enkrat zadeva dobro prouči. Mislim, da pa še to, kar je tudi svetnik Franc Kangler povedal, se pravi, rešujemo zakon za leto 2019, se pravi, danes sprejet zakon se bo začel uporabljati saj finančno od 1.1.2019, tako da še en mesec v tej situaciji čisto popolnoma nič ne pomeni. Naslednji se k besedi prijavil državni svetnik Ladislav Rožič. Ja, hvala predsednik, kolegice, kolegi. Ja, tle kar precej zapletena situacija in po eni strani se pogovarjamo res da o denarju, o prerazporeditvi nekih sredstev, govorimo o 20 milijonih. Po drugi strani se pogovarjamo o tem, ali smo pomorska država ali pa ne. In zdaj jaz ne vem, koliko je tle resnice, koliko ni resnice. Sem dejstvo je, da morate vedeti, da v arbitražnem postopku
se obravnavamo kot pomorska država. O, ja. In ne bi želel, da zaradi neke nevednosti glasujemo in po drugi strani rušimo tudi arbitražo. Tako da so stvari, ki niso tako enostavne in kot nestrokovnjak na tem področju bi res želel neko temeljito obrazložitev, preden glasujemo tako ali pa drugače. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Ladislavu Rožiču. Želi še kdo razpravljati? Če ne, se bi oglasil še osebno. Da. Državni svetnik Milan Ozimič, izvolite. Hvala. Jaz za vso to dilemo okrog odločitve razumem, ne? Samo ne razumem pa tega, da bi tukaj kakršnokoli krivdo za neko odločitev lahko pripisali, če hočete, pobudnikom ali pa državnemu svetu, ki bo to pobudo izglasoval. Govorim za tega, ker sem tudi podpisnik te pobude, čeprav mi je tudi tematika dokaj tuja in nepoznana, tako da kakorkoli se odločaš na neko zaupanje okrog tega in na neka opozorila. Zdaj, ta opozorila, ste že sami ugotavljali, so z isto argumentacijo identična. Kaj z tem zgubimo ali pa ne zgubimo, ampak to so na nek način, saj zame neka dilema, kako moramo zaradi nekih subvencij ali nečesa, neke pomoči ali pa neke regulative biti ogrožen status pomorske države. Mi smo pomorska država zaradi morja, zaradi neke infrastrukture, verjetno zaradi pristanišča tam, kjer smo, ne pa zaradi ladjarskih subjektov, ki so pa registrirani kjerkoli drugot in takem ali drugačnem lastništvu. Teda to so seveda velike teme, o katerih, ampak zame to ni osnovno vprašanje. Ne? To je pač neki argument nekoga, da na to upozori, kaj vse. Jaz bolj v tej zadevi verjamem tem upozorilom, da gre tukaj, tako kot je stvar zapletena, tudi za zapletene poti toka sredstev in kapitala in da je to opozorilo, da tisti, ki to regulirajo in regulirajo v zadnjem trenutku, še enkrat premislijo, dobene katastrofe se ne bo zgodilo. Če je stvar tako nujna, in rešuje pred vesoljnim potopom, potem se bo tudi vlada, pa ministrstvo, pa državni zbor sestal in bodo to uredili tako, kot bojo prepričani, da je prav. Tudi, da bojo preprečili, če hočete, apokalipso, ki bi jo državni svet z izglasovanim vetom povzročil. Mogoče bomo pa takrat dobili več vprašanj, več odgovorov na vprašanja, ki jih danes tukaj izpostavljamo vsi po vrsti. Tako da jaz bom ne glede na te dileme, ki so tu, podprl ta veto, tudi z tem namenom, da se ta vprašanja razčistijo. Danes tukaj ne bomo dobili odgovorov. Prav gotovo ne, ker verjetno tudi predstavniki, ki danes tukaj zakon branijo, niso tisti, ki bi lahko z vsemi temi argumenti kvalificirano danes tukaj nastopili in nas prepričali v odločitev. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Milanu Ozimiču. Naslednjih se je v besedi prijavil državni svetnik Bojan Režun. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz se strinjam s to debato, je res smiselno, da se razrešijo nekatera vprašanja. Ta navzkrižja, ki prihajajo ven, tako od predlagateljev kot zagovornikov tega zakona, me pa še bolj begajo, ker že tudi jaz nisem opredelil na interesni skupini, ker nisem slišal obeh strani. Zdaj pa res bi še eno vprašanje, vsi ste že poudarili, mene pa zanima tudi eno vprašanje. Oba sta govorila, da bomo izgubili izobraževalni inštitucijo, šolo, ki šola te slovenske pomorščake.
če bomo podprli ali pa če ne bomo podprli zakon. Zdaj pa res me zanima, kaj, ali bomo zgubili, če ta zakon ne bo sprejet, ali bomo zgubili, če bo sprejet. Tu je tudi čist konkreten odgovor. In na podlagi česa eni in drugi utemeljujeta te zakone. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Bojanu Režunu. Prosim, da ne razpravljate izven tega, da vam dam besedo. Želi razpravljati še kdo drugi? Ne. Potem se k besedi prijavljam sam. Glejte, na seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance sem zastavil vprašanje, ali so dajarji, ki jih ta zakon zadeva, davčni plačniki ali neplačniki. Odgovorili ste mi, da mi odgovora ne morete dati, oziroma odgovorili ste mi, da je to davčna tajnost in da ta odgovor lahko dobim od njih. Jaz vam pa zdaj postavljam naslednje vprašanje. Komisija je 9.1.2018, to se pravi skoraj pred 2 letoma, postavila vprašanje, ali je bila v Sloveniji v zadnjih 10 letih izvedena revizija, ki bi na naša vprašanja odgovorila. Revizija poslovanja teh družb. In jaz danes postavljam to vprašanje ponovno. Ali je bila v tem času od 9.1. izvedena revizija in ali se je ugotovilo, da te družbe poslujejo kot povezani partnerji. Politika kraje s transfernimi cenami je enostavna. Kolegom, ki niso iz gospodarstva, bom to zelo enostavno razložil. Prosim takole, upam, da mi kolega ne boste zamerila, poslujem s kolegom Kastelcem in dr. Gamsom. Kolegu Kastelcu poceni prodam svoje ladje, on jih po določenem času poceni preproda dr. Gamsu, dr. Gams jih zelo drago nazaj proda meni. Davek, ki sem ga pokasiral skupnino, je seveda DDV, ki se obračunava. DDV tukaj je pa odbitni. Vmes se pa zmenimo, kako si bomo to kompenzirali, kar poslujemo. Drugemu damo popuste pri drugih poslih, ki ne pomenijo prodajo teh ladij. Kdor tega ne zna, prosim, naj se javi pri obrtniku s 3 leti obrtniške šole, bo pokazal, kako se to dela. Revizija pa to zelo hitro pokaže. In če je bila revizija tu opravljena in če mi zatrdite, da je vse čisto, imam težave podpreti veto. Če ta revizija ni opravljena, imam težave razumeti, zakaj ne, in bom veto v vsakem primeru podprl, kar pomeni, da s tem ščitim javni interes. Hvala lepa. Izvolite, zdaj ste pa na vrsti z odgovore na vprašanje. Besedo ima državna sekretarka, gospa Natalija Kovač-Jereb. Ja, najlepša hvala za besedo. Se pravi, uvodoma glede sistema obdavčitve po davku od dohodkov pravnih oseb in obdavčitve po davku na tonažo. Se pravi, pri davku od dohodku pravnih oseb je davčni zavezanec davčno osnovo ugotavlja, se pravi, prijavi vse prihodke in odšteje odhodke in to mu je davčna osnova. Se pravi, in od te davčne osnove sedaj po veljavni davčni zakonodaji plača davek po stopni 19% nominalni v Republiki Sloveniji. Davčni zavezanec, ki pa je v sistemu davka na tonažo. Ta davčni zavezanec pa plačuje davek v pavšalu. Se pravi, davek plačuje glede na število in glede na tonažo ladij. In tukaj plačuje davek na tonažo. S tem tudi odgovarjam na drugo vprašanje, da tukaj država ne daje nobenih finančnih pomoči, ampak je tukaj samo ugodnejša obdavčitev za zavezanca, ki je v davku na tonažo. Tukaj ni finančnega transferja, da bi država temu zavezancu s kakšno finančno pomočjo pomagala, vendar davčni zavezanec ugotavlja davčno osnovo na podlagi števila ladij in tonaže ladij in ta davek potem ugotavlja v pavšalu in oddaja poseben davčni obračun. Tukaj se tudi vračam na retroaktivnost, se pravi retroaktivnost.
Zakon o davku na tonažo bo omogočil davčnemu zavezancu, da odda obračun davka na tonažo od 1.1.2019 do 31.12.2019 do 31. marca leta 2020. Tako oddajajo vsi davčni zavezanci. To je ta retroaktivnost, ki bo veljala za nazaj, zato ker spoštujemo to, ker bi spoštovali odločbo Evropske komisije. Tukaj gre za spoštovanje odločbe Evropske komisije. Se pravi, te odločbe Evropske komisije so za vse davčne zavezance, ki so v sistemu davka na tonažo enake. Ne glede, a je to Slovenija ali je Nizozemska, ki ima večji dostop do morja, za vse države članice, ki dobijo odločbo Evropske komisije, implementirajo te določbe v svojo nacionalno zakonodajo. Se pravi, tukaj komisija ne dela razlik med članicami, ki imajo več morja ali pa manj morja. Se pravi, glede sodelovanja javnosti, Zakon o davku na tonažo je bil v javni razpravi od 13. junija do 15. julija 2019. In v tem času smo tudi dobivali pripombe tudi strokovne javnosti in ostalih deležnikov. Se pravi, glede ostalih ministrstev. Ministrstvo za infrastrukturo, jaz bom to mnenje, glede na to, da smo imeli ta zakon tudi v medresorski obravnavi, bom tudi mnenje Ministrstva za infrastrukturo prebrala. Se pravi, Ministrstvo za infrastrukturo je o vplivih zakona o davku na tonažo, se pravi delu, ki se nanaša na šolanje bodočih pomorščakov, zapisalo naslednje. Se pravi, sprejeto ugodnostjo za ladjarje z uvedbo davka na tonažo kot obliko državne pomoči je Slovenija obvezala, se pravi Slovenija obveže ladjarja, ki se v Sloveniji vključi v sistem davka na tonažo, da v povprečju zagotovi po eno delovno mesto za pomorščake pripravnike, ki so državljani Slovenije ali druge države članice Evropske unije in imajo prebivališče v Republiki Sloveniji. Zaradi vključitve v sistem davka na tonažo je ladjar obvezen najmanj enkrat letno objaviti razpoložljiva prosta mesta za pripravnike in voditi evidenco o pripravnikih. Že samo z tega vidika bi bilo podaljšanje sheme davka na tonažo utemeljeno. To je mnenje Ministrstva za infrastrukturo in tukaj so tudi analize, kakšno je število dijakov kakšno je število dijakov na srednji pomorski šoli in število študentov na fakulteti za pomorstvo. Glede davčnega dolga, pa glede davčno-inšpekcijskega nadzora. Jaz še enkrat ponavljam, za revizijo, se pravi, če so naročili neodvisno revizijsko družbo, da opravi revizijo ali davčno-inšpekcijski nadzor. Zdaj moramo ločiti ali komercialno revizijo ali davčno-inšpekcijski nadzor. To ni isto. Jaz se opravičujem, ampak za tiste, ki niso iz gospodarstva, vse revizijo naročujemo gospodarske družbe redno. Mene zanima, po napotilu Državnega sveta 9.1.2018 smo vprašali, če in zakaj ni bila v 10 letih opravljena revizija in ali je država tu izvedla revizijo. Ne samo sprejela revizijsko poročilo neodvisnega revizorja, ki ga tudi jaz pošljem, jaz recimo vem, kakšna je razlika, ker sem v davčno inšpekcijo kar nekajkrat, pa poslujem z veliko manjšimi sredstvi kot tile, za katere očitno država ni imela časa, če razumem. A je bila upravljena? Ni. Se to sprašujem. Mislim, tega podatka jaz nimam, da bi bila revizija upravljena, komercialna revizija. Ampak to komercialno revizijo naroči sam zavezanec, v bistvu. Mi pa te vstopne, kot sem jaz že prej povedala, glede poslovanja teh povezanih oseb, tukaj striktno določa ta 6.a člen, da če davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami, morajo vse povezane osebe vstopiti v ta sistem tonaže. Vstopne pogoje pa preverja Finančna uprava Republike Slovenije. Preden
preden vstopi davčni zavezanec v sistem, morajo biti preverjeni. Se pravi, mora finančna uprava preveriti te pogoje. To pa mora. Če ne more, mislim, brez da se preverijo pogoji, zavezanec ne more vstopiti v to shemo državne pomoči. Zdaj, če sem še kakšno vprašanje pozabila, lahko še... Se pravi, glede arbitraže, to ste mislili? Glede tega, kar ste rekli, da bo več pomorska država. V bistvu, če mi ne sprejmemo te zakonodaje, se pravi, bomo mi imeli nezakonito to državno pomoč. Mi ne bomo implementirali odločbe Evropske komisije in ta pomoč bo potem nezakonita. Se pravi, možnost je pa tudi ta, če se ne sprejme, da bojo davčni zavezanci, ki sedaj poslujejo na območju Republike Slovenije, selili svoje poslovanje v druge države, ali v sosednje, ali pa v te, ki bo imeli. In posledično ne bomo več imeli davčnega zavezanca, ki opravlja dejavnost, pomorski dejavnost. In s tem bi izgubili davčne zavezance, a ne? Mislim, davčni zavezanc, ki je v sistemu tonaže, mora plačevati pavšal, ne? Tukaj ne more drugače delati. Kakor da plačuje pavšal zavezanc, ki vstopi v sistem zakona o tonažu, se pravi, ker se mu ti pogoji odobrijo, mora plačevati ta pavšal. Se pravi, brez pavšala ne more biti v sistemu davka na tonažu. Ne, mislim, da če je še kakšno dodatno, bom pa še odgovorila. Zdaj, verjemite mi, da bi jaz raje o tem zakonu razpravljal, tako kot smo kako leto pa pol nazaj na Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Takrat vam je bilo seznanjeno, smo zadevo z mnenjem zavrnili. Moram vam povedati, da je tudi takrat državni zbor sledil tudi mnenju državnega sveta. To je pomemben podatek. Zdaj se pa kar naenkrat zadeva mudi. Jaz bi ne želel, da so odprte dileme, ker se veste, na takem forumu, kot smo danes, težko, bom rekel, vse strokovno predebatiramo ali pa se odločimo. Zato pa imamo v tej državi proceduro. Se pravi, neke postopke, na kak način se peljajo, res, da pa imamo tudi možnost kakega nujnega postopka. Ampak glede na časovno dimenzijo, če ste jo dobro poslušali, vsaj skoraj eno leto pa pol se je ukvarjala, pa po potrditve komisije je bilo dosti časa omogočiti tudi državnemu svetu, pa se spoštujemo malo sami sebe, da bi na komisiji lahko obravnaval to tematiko. Na koncu seveda ti ne preostane drug inštrument, kot je pač veto državnega sveta. Zato je pač vložen. Meni je prav žal in se vam vsem skupaj upravičujem, da sem vas danes s kolegi spravil, da morate sedeti za tole mizo, da se moramo o tem pogovarjati, ampak žal je taka procedura in jaz tudi ne vidim dobenega problema, ali ga bomo podprli, ali ga ne bomo podprli, da se bo državni zbor, se je konec koncev plačan za to, pa dobo tudi 31. če je treba takle popoldne, pa bo še enkrat odločil o zadevi. Ne bi bilo pa tega treba, če bi se procedura ali pa nek normalen način komunikacije seveda vzpostavila. Jaz ne bom več argumentov nosil, pa tudi ne bom trdil, pa ste nekateri mogoče, ki se v zakonodajo še bolj spoznate ali pa ne, sem en par poudarkov v zvezi s tem bom še enkrat rekel, ko sem vam govoril, da je določilo 4. odstavka zakona o tonaži B, se pravi, ki je bilo besedilo zakona dodano šele po opravljeni javni obravnavi tik pred odločanjem o predlogu zakona na vladi RS. Jaz zastopim mnenje Ministrstva za infrastrukturo. Se ga je dalo v to smislu, ampak po tistem, saj po tem, kar so meni povedali, se je zadeva spremenila. In se je upisal 4. odstavek za upravljavca ladje, ki za ladjarja upravlja ladjo, 26. člen tega zakona ne velja.
šel sem brati tudi star zakon, ker ga pač moraš gledati onga B, zdaj pa mogoče se ne motimo, ampak novi zakon, ton B, razširjen še na upravljavce ladij, v 4. členu izrecno določa, da upravljavcem ladij, vemo pa, da so to offshore povezana podjetja in tak naprej, ni potrebno zagotavljati v povprečju po eno delovno mesto za pomorčake, pripravnike, kadete oziroma za pomorčake, pripravnice, kadetinje. Lahko da se motim, vzamem to na svojo dušo, ampak to je konkretno kontradiktorno. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelju predloga odložilnega veta. Zdaj pa takole. Proceduralno, vi nimate več možnosti govoriti, ampak glede na to, da se odločamo o res pomembni temi, jaz res ne želim onemogočiti, da bi svetniki prišli do adekvatnih informacij, izjemoma vam dovoljujem, izvolite, lahko podate odgovor na to. Ja, najlepša hvala za besedo. Jaz bi želela še enkrat poudariti. Mi, ko smo dobili odločbo Evropske komisije, smo najprej šli v spremembo zakonodaje in potem mi moramo z Evropsko komisijo usklajevati in tako člene zakona kot vsebino zakona. Tukaj Evropska komisija vedno gleda, kako se zakon spreminja v skladu z njeno odločbo. Se pravi, mi zakona brez soglasja Evropske komisije ne moremo spreminjati. Glede tega amandmaja, tega 4. odstavka, smo pa mi v skladu z zakonodajno-pravno službo Državnega zbora popravljali samo terminologijo. Se pravi, popravljali smo terminologijo upravljalec, upravljanje. To je bil problem, ker smo mi imeli neposredno iz angleškega prevoda Evropske komisije napačno, nismo imeli napačno prevedeno, mi smo prevajali upravljalec, upravljanje. Ja, se pravi, mi smo imeli sinonim, ampak ni bil ta sinonim dovolj, pa smo ga potem mogli popravljati. In to je tudi razvidno iz popravljenega gradiva, ki ga je Ministrstvo za finance še enkrat predložilo Državnemu zboru in iz amandmajev. Hvala lepa. Zahvaljujem se državni sekretarki, gospe Nataliji Kovač-Jereb. Spoštovane kolegice in kolegi, prehajamo na glasovanje. Ali želi kdo obrazložiti svoj glas? Da, gremo kar po vrsti. Igor Antaver, dr. Matjaž Gams, Branko Tomažič in Branimir Štrukelj. Hvala, jaz moram reči, da sem eden od tistih državnih svetnikov, ki 3-krat razmislim, ali podprem veto ali ne, ker je veto odgovorno, resno in mora biti tudi usmerjen v državotvorno dejanje. Zgodilo se je že, da smo kdaj kakšen veto potrdili, pa se opravičujem izrazu zdelo, da je bilo to bolj pobalinsko kot karkoli drugega, pa ne mi to resno vzeti. V tem primeru sem pa zmeden. Zmeden sem prvič zato, ker sem imel na razpolago bistveno manj kot 24 ur, da sploh dobim informacije, da sem lahko samo na teh informacijah. Zmeden sem zato, ker sem slišal kontradiktorne posledice. Zmeden sem predvsem zato, ker ne glede na to, kaj je državna sekretarka rekla, je ta zakon nesporno kontradiktorn. Me briga za odločbo Evropske komisije. Ta zakonodaja mora biti taka, da je transparentna in jasna za naprej. Retroaktivnost smo uvedli, ko po pravilu, ko sem jaz hodil še na faks pravni, je bilo to prepovedano, z unim črnim križem je bilo narejeno. To je nemogoče. To je zdaj pravilo. Minuta. In če vagam zdaj podpreti ta veto, ne podpreti, oziroma sem vagal podpreti ali ne podpreti, in če grem iz stališča, da je pravzaprav veto Državnega sveta ni nič drugega kot napotilo na drugi razmislek Državnemu zboru, ki očitno razpolaga z več podatki kot mi. Jaz v tej razpravi, oprostite, po koncu te razprave sem še bolj zmeden, kot sem bil na komisiji, potem mi ne ostane drugega v izogib večji škodi. Bom pa povedal zdajle, s težavo, jaz zelo s težavo podprem veto, če
če dvomim v to, da je pravi, bom tokrat ta veto podprl. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji se je javil državni svetnik dr. Matjaž Gams. 2 minuti, izvolite. Spoštovani, hvala lepa za besedo. Zdaj, nisem gospodarstvenik, tako da se spoznam na stroko, malce tudi v gospodarstvu, ampak le bi se 100% strinjal s kolegom Tavarjem, pa ne, da bi se kaj zmenilo ali karkoli, čeprav so skupaj sedela na proslavi, ne. Ampak ko sem poslušal to argumentacijo, pa kot rečeno nisem strokovnjak za to področje, res natanko to, na koncu manj vem kot pa prej, ne. Pač pa se mi je pa nekaj stvari pa zdelo relevantnih. Prvič je to, da obstaja sum na kanalizirane sredstvo. To je več kolegov menilo, tudi predsednik je naš omenil oziroma vprašal, da je narejena podrobna analiza, kakršna, takšna ali pa drugačna, kakorkoli jo imenujemo, in očitno je ni bilo, zato ker bi bil odgovor, da je bila narejena. Pa očitno ni bila in očitno je te odzadaj so še, vsaj obstaja sum, da so odzadaj še neke čudne stvari. Ne. In potem je kolega z onega konca vprašal, da gre tukaj pravzaprav, ker se ne moreš odločiti strokovno, da gre na zaupanje. In zdaj je vprašanje, ali zaupam političnemu vrhu ali ne. Poglejte, ta naš politični vrh, pa ne sedanja vlada, prejšnja, je prodala banke. Tam smo imeli milijardo ali pa nekaj milijard zgube davkoplačevalci zaradi slabih odločitev. Zaradi slabih odločitev, ki ste jih tudi v prejšnji zasedbi verjetno podprli, ker so vam prinesli nek nujen zakon in ste glasovali za. Poglejte podjetja. Ne bom naštemal, katero podjetje je bilo prodano, po koliko naprej in tako naprej, ker to vedno vse glašamo. Ne. Kakšna zguba je pa tam? Pa tu ne gre nič za nek nacionalizem, ne vem, karkoli ideologije, enostavni izračun. Vpraša se, koliko evrov je bilo profita ali pa zgube. To so blazne zgube, no, ki je naš politični vrh naredil zaradi nekvalitetnega poslovanja. A imamo mi Adrio? To je tudi en kolega vprašal. A imamo lastna letališča? Ne vem, po mojem, mogoče kakšnega majhnega še imamo kje, ne. In tisto, kar pogosto govorijo o gospodarstveniki, da je politika slab gospodar, a ne, jaz bi rekel, da ni nujno, ampak žal je pa politika slabo delovala. Tako da bi se tudi kolegu Tavarju pridružil, tale tematika je tako zapletena in pomembna, da bi se na hitro odločali, to pa res ne gre. Naj še enkrat razmislijo in bom podprl veto. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji se je prijavil Tomažič. Branko Tomažič, izvolite. Ja, hvala za besedo. Pred 2 letmi sem malo sodeloval v tej razpravi, ki je bila zelo dolga na naši komisiji, pa tudi plodna. In če samo povzamem mnenje takrat komisije in opozorila in slabo pripravo vlade na odgovore, ki so nam jih drugi posredovali in dali, in kasneje, da je vladni poslanec vložil amandma prav z našo temo za ta zakon, da je potrebna revizija, v zakon zapisana, da so gledali tudi v vladni koaliciji videli, da gre za določene najbrž čudne posla, bom podprl veto, ker smatram, da tukaj najbrž nekaj diši ali smrdi po kakšnih dolgih prstih. Žal. Hvala. Hvala lepa. Naslednji se je k besedi prijavil Branimir Štrukelj, izvolite. Hvala, predsednik, za besedo. Zdaj seveda, jaz se z vsemi tistimi strinjam, ki so ogorčeni nad prodajami našega premoženja, tudi sam sem vseh 15-20 let zdaj nazaj nastopil proti temu. V konkretnih situacijah so odločitve sicer različne od različnih ljudi, ampak zdaj po moje se s tem ne da argumentirati zdajšnje situacije, ki pa je taka, da bi morali problematizirati položaj, v katerem je Slovenija v odnosu do Evropske komisije in Evropske unije. Mi tukaj govorimo o nekih zavezah, ki smo jih sprejeli in ki povzročajo vtis servilnosti naših oblasti, ampak situacija je taka, kot je. Jaz seveda veta ne bom podprl tudi zaradi tega, ker moram tokrat, čeprav imam cel kup pomislekov, kako vlada funkcionira, se mi je zdela državna sekretarka preprosto bolj konkretna in je utemeljila argumente, za katere smo jo vprašali, medtem ko so naši kolegi predlagatelji bili bistveno bolj abstraktni potem v tem drugem krogu, ko so poskušali utemeljiti svoj
svoj veto, tako da jaz ga podprl seveda ne bom. Hvala lepa. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Ugotavljam, da ne. Prehajamo na glasovanje. Predno glasujemo, spoštovani državne svetnice in svetniki, mi dovolite, da pojasnim način. Glasovali bomo z dviganjem kartončkov. Za prijavljene prisotnosti glasovanje za in proti boste dvigovali zeleni karton. Prosim vas, da ob vsakokratnem glasovanju karton nazorno dvignete, ga podržite toliko časa, da zaposleni v službi državnega sveta preštevajo in glasno povedo seštevek. To je to. Hvala za razumevanje. Na glasovanje dajem predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na tonažo, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. 29 državnih svetnic in svetnikov. Kdo je za predlog odložilnega veta? Enaindvajset. Kdo je proti? 4. Ugotavljam, da je državni svet odložilni veto sprejel z 12 glasovi za in ne, z 21 glasovi za in 7 glasovi proti. S tem smo zaključili prvo točko dnevnega reda. Državni sekretarki gospe Nataliji Kovač Rep in generalni direktorici direktorata za sistem davčnih in carinskih drugih javnih prihodkov, magistrici Petri Brus, se zahvaljujem za sodelovanje na današnji seji, prav tako vsem vam. Spoštovana svetnica in svetniki, spoštovani zaposleni, vsem želim vesel Božič, srečno novo leto, čim več zdravja in uspehov v naslednjem letu. Vidimo se v novi dvorani. Seja je bila zaključena ob 14. uri in 24 minut.